Takole sliko smo znova v Sežani. Nogometaši Tabora so na zadnjih 3 prvenstvenih tekmah 3-krat izgubili in danes bodo torej skušali vknjižiti pozitiven rezultat. Tudi nogometaši Domžal pa niso v najboljši formi. Na zadnjih 6 prvenstvenih tekmah so samo 1-krat zmagali. Domžalčani pa že začenjajo z novo akcijo. Jakupovič je pri žogi, Arnel Jakupovič išče prostor za strel. Hiter je seveda Benjamin Markuš, to zdaj kaže v tej akciji. Živolič je žogo za hip odbil, le do Jakupoviča. Jakupovič pred vrata, Kovačevič je šel drseči štart, toda bil je prekratek, Tabor se je obranil. Offenbacher se vrača v obrambo, Koba ima ogromno prostora, tudi Skaj ga spremlja na desni strani. Koba Gomez bolj energično bi moral kreniti v tale napad, pa Kocič, ki strelja. Koba ima priložnost, brani Mulalić, Stanković do odbitka. Stanković išče prostor za strel, toda ni ga našel. Velika priložnost za Tabor je splavala po vodi. Kovačevič, Jakupovič prišel do žoge, Jakupovič, dobra podaja, gol! Barto Barišić, njegov drugi gol v prvi ligi. V izdihljajih prvega polčasa so Domžalčani prišli do vodilnega gola. Zaspala je obramba Tabora, Barišić ni bil najbolj aktiven v tem polčasu, zdaj pa je torej izkoristil vrhunsko podajo in Ravbar je povedel vodstvo. Drugi zadetek na 4. tekmi za mladega Hrvata. Takole je podal Jakupovič in njegova 5. podaja v tej sezoni. Odlično se je znašel Jakupovič, uspel poiskati. Kocič bo izvajalec. Dobra podaja Kociča, Koba je bil v dobrem položaju, še strel Stankoviča. Jakupovič pa bo torej dobil znak. Arnel Jakupovič, dober poizkus, ni še konec. Potem je do odbitka prišel Matej Podlogar. Živolić je vendarle prišel do žoge. Zakari Iskaj. Priložnost za Busifa, Busif ima priložnost. Mimo leve vratnice, Mulalića je sprožil Francoz. Napaka Aliča, Korošec do žoge pa Nzenge. Vukotić. Vukotić za Busifa, povsem je razrečena obramba Domžal. Busif ima priložnost. Gol za Tabor! Busif je na pravi. In Kraševci so prišli do izenačenja. Kakšen obrambni samomor Domžalčanov. Kje so tu stali varovanci Simona Rožmana? Sam je stekel na vrata Mulalića, Busif El Afgani in 25-letni Francoz je prišel do prvenca v prvi ligi. Ni se zmedel, ko je prišel do soočenja z Mulalićem. Žoga za Perca, tole bo Pert prišel do žoge. Letaj ga nima pod kontrolo. Nik Pert pred vrata, dobra podaja, Barišić je zgrešil. Dušan Kosič, danes smo spremljali precej izenačeno tekmo, na koncu ste prišli do izenačenja, ste s točko zadovoljni? Ja, ni bilo velikih priložnosti, tudi Domžale so praktično v zadnjih sekundah dosegle gol, kjer smo bili predaleč od igralca in kasneje smo šli drug polčas v neko lovljenje. Uspelo nam je izenačiti in, kaj ne rečem, zadovoljni smo s točko, na koncu bi lahko mogoče v tistih zadnjih minutah še drugič zadeli, ampak moramo biti zadovoljni. Busif El Afgan je danes presenetil zelo dobro igro, lahko pričakujemo, da bo imel v nadaljevanju sezone pomembnejšo vlogo. Ja, danes se je izkazal, praktično iz prve priložnosti uspel zadeti, tako da ja, verjetno si je status popravil. Simon Rožman, ob koncu prvega polčasa ste dosegli gol, v drugem polčasu nasprotniku niste pripravili veliko priložnosti, potem pa ob lastni prekinitvi pustili zadaj ogromno prostora. Kako bi morali tam odreagirati, zakaj tako visoka postavitev?
Ja, sigurno, bi rekel, zelo neodgovorno smo prejeli ta zadetek. Načeloma sem zadovoljen s prvim polčasom, nekako pod kontrolo v zadnji tretjini smo si pripravili kar nekaj obetavnih situacij, s katerih bi mogoče lahko iztržili več. V drugem polčasu pa nekako ni bila, bi rekel, gledljiva igra. Bila je igra na zelo velikem prostoru, brez, bom rekel, neke ideje. Potem pa nekako po prijetnem zadetku smo spet poskušali malce pritisniti, malce več zadržati žogo v svoji posesti. Na koncu, ko potegnemo črto, mislim, da je remi pravičen. V tej sezoni ste res veliko točk zapravili, zato ker ste prejeli zadetek po 80 minuti. Kaj je razlog, recimo, da v pozni fazi prejemate toliko golov? Pa sigurno analiziramo, bom rekel, razlogov je definitivno veliko, ne bi zdaj tukaj javno razkrival stvari, tega se zavedamo, kje so naši hendikepi, zakaj je temu tako in ni druga, kot da iz dneva v dan poskušamo stvari izboljševati. Sigurno pa je, da iz psihološkega vidika stvar ni dobra, kajti nekako v trenutkih, kjer upaš, da se bo ekipa lahko dvignila, da bo samozavest, bom rekel, še narasla, nas vedno znova in znova kaznuje, tako da smo v tej sezoni, bom rekel, kar podhranjeni, kar se tiče bom rekel, teh zadnjih 15 minut. Ampak nikaj, smo, bom rekel, mladi, ogromno stvari moramo še zapostoriti, da bi, bom rekel, tekmo lahko pripeljali boljše do konca. Diego Živolić, danes smo videli enakovredno tekmo, prišli ste do točke proti Domžalam. Ste zadovoljni z rezultatom? Pa zadovoljni smo na pola. Mislim da smo drugo polovreme možda zaslužili čak i zmagu, ali mislim da se taj gol jedan makar nagradio za ovih zadnjih 4-5 utakmica gdje jednostavno nas nije išlo. Protiv Kopra i protiv Gorice i čak i protiv Olimpije smo imali svoje šanse, ali nismo to ostvarili. I bilo bi još bolje da je zmaga, ali nije zmaga, ali radimo, stvarno tvrdo radimo i mislim da ćemo to prelomiti. Kad prelovimo to, mislim da onda će to biti sasvim u redu. Bartol Barišić, dosegli ste drugi gol v letošnji sezoni, ampak na koncu niste uspeli priti do zmage, verjetno zato niste tako zadovoljni. Pa tako, evo, znali smo da će biti ovo jako teško gostovanje, no naravno da smo išli na 3 boda. Prvo polovreme mislim da je moj pogled okrunio našu bolju igru. U drugom polovremenu smo se dogovorili da ćemo ići na 2 gola razlika, ali evo, međutim pali smo. Na kraju evo, čestitam njima na golu i na zasluženom bodu. Tabor ni imel veliko priložnosti v drugem polčasu, zadev pa je, ko ste bili postavljeni občutno previsoko. Zakaj ste recimo tekmecu pustili toliko prostora za protinapad? Možete ponoviti samo pitanje, nisam. Tabor je dosegel zadetek, ko ste imeli vi prekinitev in ste bili postavljeni precej visoko. Verjetno bi morali bolje biti postavljeni. A evo, ne znam, analizirat ćemo ponovo, ne sjećam se stvarno situacije. Znam da smo mi stvarno imali loptu. Na kraju možemo reći glu gol, ali da nema grešaka, onda ne bi bilo ni golova, tako da evo, analizirat ćemo i potrudit ćemo se. Na nama je sad tjedan dana da to popravimo i da spremno očekamo domaću utakmicu sa Bravom.